Vijoličasta odprava se v pokrajini ob Muri dobro počuti. Program pripravljalnega obdobja poteka po načrtih. Mestno slaba novica, da je moral Etienne Velikonja zaradi zloma dlančnice zapustiti bazo v Moravskih Toplicah, je nekoliko izboljšalo spoznanje, da premor bržčas ne bo predolg. Zanj sledi mirovanje do torka, ko ga čaka pregled pri zdravniku in tedaj bo znano, ali bo že dobil zeleno luč za vrnitev v družbo soigralcev in morebitno nadaljevanje aktivnosti s pomočjo opornice na levi roki. Po dopoldanskem treningu je bil četrtkov popoldanski termin namenjen novi tekmi. Nasprotnik vijoličastih je bil sarajevski železničar. Darko Milanič se je odločil poslati na igrišče nekoliko premešano zasedbo, dvoboj je zaznamovala učinkovita predstava. Tako je, z potekom smo lahko zadovoljni, za nami je lepa tekma, fantje so igrali dobro. Danes je igralo moštvo, katere na prejšnji tekmi dobilo nekaj manj minut in moram reči, da so se večji del tekme dobro kosali z nasprotnikom. Večji del tekme smo vodili 2-1, na koncu rezultat 3-3. Lahko bi bilo mogoče nekaj stvari v končnici bolje, vendar kljub temu zelo dobro, odgovorna in osredotočena predstava. Povedli so predstavniki Bosne in Hercegovine v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Po podaji Zebe, nekdanjega člana Maribora, je zadel Adilović, prav tako znan obraz iz časov nastopanja na slovenskih igriščih. Nosil je majici Interbloka in Nafte. Do odmora pa več povezanih akcij slovenskega prvaka. V priložnostih sta se znašla Črnic in Ibrahimi. Nato pa izenačenje. V vlogi asistenta Ibrahimi in po njegovi podaji je žogo z glavo v mrežo usmeril Volaš. Le 4 minute pozneje sta spretno akcijo izpeljala Jelić in Cvijanović. Za učinkovit zaključek je poskrbel Cvijanović. Med obdobjem boljše igre mariborske ekipe se je sarajevska mreža zatresla še tretjič. Toda Volašu je bil razveljavljen zadetek za povišanje vodstva. Po številnih menjavah 3 zadetki tudi v drugem polčasu. Najprej so bili 2-krat zapored uspešni gostje iz Sarajeva. Začasni preobrat je začel Ramić, nato je Selimović popeljal železničar v vodstvo s 3-2. Končalo pa se je s 3-3. Končni rezultat je dosegel najmlajši mariborski napadalec Alen Ploj, ki je imel dvojni razlog za veselje. Prav na dan tekme je namreč dopolnil 19 let in si tako na najlepši način čestital za osebni praznik. Jutri nas čakata 2 treninga v Drancih in pa potem v soboto še tekma proti Metalistu iz Ukrajine in po tej tekmi v Avstriji se vračamo domov.